To je Heli iz Finske. Potuje po vsej Evropi, ravno je prišla v Slovenijo. Zelo je žejna in lačna. Heli je naročila gosti sok, a jo skrbi, s katero valuto bo plačala. Čeprav je Heli Finka, lahko plačuje z enakim denarjem oziroma valuto, kot jo uporablja doma. Evro za svojo valuto uporablja 19 držav EU ali tretjina vseh državljanov Unije. Aranča prihaja iz Španije, v Ljubljani je študirala in zdaj dela. Ko s prijateljem potuje na obisk k domačim, prečka meje, vendar ji pri tem ni treba pokazati potnega lista. To velja za državljane držav, ki so v šengenskem območju. V Evropski uniji velja tudi prost trg ljudi in blaga. A ko gre Aranča s prijateljem na izlet v Avstrijo, mora vseeno pokazati osebni dokument. Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska, Norveška in Francija so namreč na mejah uvedle začasni nadzor. Mila je slovenska raziskovalka. Odkriva, kako bi lahko iz zelenih rastlin proizvajali elektriko. Raziskava je zelo dolgotrajna in draga, a je denar zanjo prispevala Evropska unija, ki s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih. Toda zato, da lahko unija deluje in da Mila lahko raziskuje, mora vsaka država članica prispevati nekaj denarja. Mila je morala izpolniti tudi veliko obrazcev. Prav tako se države članice ne morejo vsem odločiti samostojno, ampak morajo spoštovati pravila Evropske unije. O vseh pravilih se na zasedanjih v Bruslju in Strasburu dogovarjajo evropski politiki, tudi evropski poslanci. 751 poslancev iz 8 političnih skupin predstavlja več kot pol milijarde Evropejcev. Po izvolitvi bodo poslanci delo opravljali 5 let.